Pred nedavnim smo praznovali 25-letnico padca Berlinskega zidu. Te dni praznujemo 25 let, odkar je bil ustanovljen Demos, katerega podpredsednik sem bil. Vendar se dogajajo te dni tudi manj obletniške, manj praznične zadeve, ki jih želim komentirati. Nisem si mislil, da bo moja udeležba na nekem pogovoru o prihodnosti Evrope na Forumu 21 sprožila toliko in takšnih odmevov. Najprej sem mislil, da gre za običajne zgodbe, za male poskuse diskreditacije, ki sem jih navajen. Pravzaprav se zgodijo vedno, kadar mi dobro gre, če tako rečem. Kadar je rezultat malo boljši ali kadar se kdo boji kakšne Peterletove iniciative, potem dobim etikete, ki jih že poznate in jih ne bom našteval. Rad bi povedal, da se ne spomnim, da bi kdaj komu odklonil pogovor o prihodnosti Evrope. Ta tema mi je že vsaj 15 let napisana na kožo in čim bolj različni sogovorniki, tem raje grem, tem raje se odzovem povabilu. In tako in tak sem šel tudi, ko sem bil povabljen na Forum 21, kot nekateri drugi moji poslanski kolegi. Odziv Janševega kroga je bil in je še tak, da sem se odločil za javen odgovor. Iz udeležbe, ki jo štejem za nekaj normalnega in politično-kulturnega, zaradi različnosti udeležencev tudi zanimivega, so brez zanimanja za vsebino naredili konstrukt brez primere. Kučan me je povabil na okroglo mizo, Janša mi napoveduje vojno. 25 let po datumih, ki sem jih že povedal, so se odločili za diskreditacijo in za nov slovenski zid. Ne vidim potrebe, da bi razlagal, kdo sem, kaj šele, da bi se komu opravičeval, rad pa bi javno zavrnil metodo diskreditiranja, ker v njej ne vidim prav nobene dodane vrednosti, ne danes, ne kdaj prej. Jaz lahko rečem samo to, da sem šel na Forum 21 isti in enaki Lojze Peterle, ki je vodil vlado, ki je bil podpredsednik Demosa, ki je govoril na prvem postroju v Kočevski Reki in dvakrat spravil Janšo v vlado, pa tudi tisti Lojze Peterle, ki je z njim in s predstavnikom SLS-a glasoval o kritičnem odnosu Evropske ljudske stranke do slovenskega pravosodja. Torej, mene neko vabilo ne more obrniti v smer, ki mi jo pripisujejo ali si jo želijo drugi. In mislim, da je treba v situaciji, v kateri je Slovenija, reči nekaj besed o dialogu, o zaupanju in o politični kulturi. Slovenska krščanska demokracija, ki sem jo vodil, je vstopila v slovenski politični prostor tudi s programsko točko vključujoče politične kulture, ki smo jo zastopali tudi v Demosu. V Demosu smo se pogovarjali. V Demosu ni šlo za to, kdo bo prvi, volitve so pač pokazale, kar so pokazale. Nismo se podstavljali pred dejstva in zato smo tudi uspeli. Takrat smo se pogovarjali tudi s Kučanom in je bilo prav, da smo se. Ljudje so na plebiscitu to nagradili. Če bi šli na plebiscit nedogovorjeni, polarizirani, mislim, da bi bil lahko rezultat precej drugačen. Danes smo v podobno težki situaciji, pravzaprav v teži. Takrat je bilo zaupanje, je bil projekt, je bila vizija, je bila ekipa, ki je imela pogum. Danes je zaupanje v lastno državo šibko, v politiko izredno šibko. In jaz mislim, da s poglabljanjem polarizacije, kdorkoli že to dela, ne bomo prišli naprej. Tudi ne s pripisovanjem slabih namenov, z lepljenjem etiket, a priornim diskreditiranjem, ampak spoštovanjem različnosti, ki bi nas morala bogatiti. Jaz sem prepričan, da smo v taki krizi tudi zato, ker ni bilo političnega dialoga, ker so bila nekatera vabila izrečena s figo v žepu. Rekel bi tudi to, da čim bolj, če bi bili še bolj različni, bi bil pogovor še tem bolj potreben.
Če se pogovarjaš, če dialogiziraš, še ne pomeni, da si bratiš. Še ne pomeni, da si prevzel identiteto drugega. Lahko se pa z drugim dogovoriš za rešitve. In pravim, da moramo iz črno-belosti in tudi iz rdeče belosti. Vsiljevanje polarizacije ob vsaki priliki je nasilje nad resnico, kdorkoli to počne. In ni blizu ljudem, kot rečemo v Novi Sloveniji. Ne vidim potrebe, da bi na to ali ono temo zaostrovali ob vsaki priliki. Tako ne bomo pridobili zaupanja, ki ga nujno potrebujemo. To velja tudi za naš odnos do sodstva. Večkrat sem se kritično izjavil o selektivnem sodstvu, opozoril sem tudi na politizacijo v Janševem primeru. Jaz se ne spuščam v sodbo, vem pa, da lahko razlagam samo politično dejstvo, da pred vsakimi volitvami v zadnjih letih Janša doživi prav pred volitvami sodno oziroma pravosodno dejanje. Ne bom šel v druga dejstva na to temo. Obsojam vse, kar gre v Janševem primeru čez meje pravnega odnosa, ne morem pa vsega, kar se zgodi Janši, proglasiti za konstrukt. Zato imam premalo podlage. K temu želim tudi, da bi svoj kritični odnos do sodstva ali do česarkoli v naši državi izražal na svoj način in na kraju, ki ga sam izberem. Jaz sem navajen delati po dogovoru, ne po navodilih. Dokler smo delali po dogovoru, je slovenska pomlad dobro delovala. Moram reči, da ta diskreditacija, ki je bila kampanjska, široka, dobro organizirana, in mislim, da ni namen samo škodovati meni oziroma umazati mojega imena. Mislim, da je izrazito naciljena na status Nove Slovenije, ki hoče profilirati demokrščansko identiteto, ki ima pred sabo kongres. Torej, bolj sveža diskreditacija, če pozabimo tiste že iz časa Demosa in rušenje prve vlade, se je zgodila kmalu po zmagi na prvih evropskih volitvah, ko je moja lista presenetljivo zmagala. Potem smo delali pol leta za Udbovca, Janša ni reagiral, še kdo drug ni reagiral, ni bilo nobene pomladne solidarnosti, potem so reagirali mladi krščanski demokrati. In moram povedati še to, da tik pred volitvami sem seveda delal kampanjo za svojo stranko. Nisem šel na tretji shod, ki ga je organizirala civilna družba na temo nove Majniške deklaracije, in na vseh treh shodih je na koncu govoril Janez Janša. Bili smo tik pred volitvami in jaz sem seveda ločil, kaj je volilna kampanja, kaj je promocija, kaj je delo za pravico, in mislim, da sem storil prav. Jaz sem dvakrat jasno govoril, govori so na razpolago oziroma so bili zapisani. Na ta tretji dogodek, tik pred volitvami, pa nisem šel, ker tudi nisem želel dati prilike, da bi bil instrumentaliziran za delitev Nove Slovenije pred volitvami, kot se je to zgodilo nekaterim drugim. Torej, jaz si iskreno želim, da bi bil Janez Janša čim prej rešen oziroma da bomo uspelo rešiti se vseh obtožb in zaživeti normalno družinsko in politično življenje. Tudi zato, ker bi bil kot nekdanji predsednik vlade, v kateri ministrski ekipi bil tudi Janez Janša, torej bi si ne želel, tudi kot človek iz Demosa slovenske pomladi, da bi bil kdorkoli od osamosvojiteljev ali iz moje vladne ekipe spoznan kot človek, ki je delal nečedne posle. Jaz upam, da je v nadaljevanju sodnega procesa, bom vesel, če bo v nadaljevanju procesa Janši uspelo zavrniti oziroma se rešiti teh obtožb. Samo še nekaj besed o pomladi. Slovenska pomlad je dosegla na zadnjih volitvah najnižji rezultat. In trdim, da tranzicije v smeri demokratizacije, ki nismo dokončali, ne bomo zaključili z manj
pomladnimi glasovi, pa tudi ne s polarizacijo med pomladnimi strankami. Jaz mislim, da je treba zadevo obrniti nazaj v izhodišča, ki so se zgodila pred ustanovitvijo Demosa, ko se nismo ukvarjali najprej s tem, kdo bo prvi, čeprav so nekateri mislili, da so predestinirani za prvo mesto, ali pa je bilo takih celo več. Torej, pustimo to, šlo nam je za to, kaj bomo za Slovenijo naredili skupaj. Pomlad ne more vabiti drugih na skupne projekte, če se ne uredi sama. Tako nizkega rezultata, kot smo ga doživeli, trdim, da nismo še dobro analizirali, predvsem se pa nismo o njem skupaj pogovorili. Zadnja beseda o Novi Sloveniji. Jaz mislim, da je zadeva zelo jasna, pa tudi za Novo Slovenijo zelo enostavna. Prepričan sem, da bo Nova Slovenija uspela, da bo okrepila svoj status, ki ga je izboljšala na vseh treh letošnjih volitvah. Recept je zelo jasen. Igrati moramo svojo igro. Ne se pustiti voditi na plesišče od interesov zunaj nas. SDS ni dobila na zadnjih volitvah manj, zato ker je dobila Nova Slovenija nekaj več. Fronta proti Novi Sloveniji je napačna. Vam za hec povem še nekaj. Torej, jaz nisem šel samo na Forum 21. Jaz sem se celo dobil s komisarko Bulčevo. Dogovorila sva se, kaj bova delala skupaj v dobro Sloveniji in Evropski zvezi. In zgodil se je še en greh. Odigrala sva jih nekaj skupaj v eni štrasburski restavraciji na orgelce, ker gospa tudi orgelce igra. Čakam na nov napad.